Člani upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije so na svoji 20. seji z državnim sekretarjem Metodom Dragonjo razpravljali o strategiji upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in izhodiščih GZS za pripravo strategije prestrukturiranja slovenskega gospodarstva. Zato smo se mi za veliko resnostjo in odgovornostjo kar nekaj mesecev z strokovnjaki iz različnih branž, z nekaterimi mednarodnimi izkušnjami, z mednarodnimi svetovalnimi agencijami pogovarjali, kako bi lahko mi prispevali k temu, da se bomo resneje in hitreje lotili reševanja prezadolženega slovenskega gospodarstva. Člani so se zavzeli tudi za oblikovanje platforme za pripravo industrijskega manifesta Slovenije 5.0. Sprejeli so tudi sklep, da GZS ne podpiše socialnega sporazuma za obdobje 2015 do 2016. Dejstvo je, da je presplošen, vsebinsko premalo konkreten, nima rokov, nima izvajalcev in ne prinaša po naši oceni možnosti za zagon gospodarstva, kaj šele za nova delovna mesta. Predstavniki GZS Združenja za promet so na novinarski konferenci spregovorili o pomenu drugega tira Koper-Divača kot enem ključnih projektov za nadaljnji razvoj celotnega slovenskega gospodarstva. S strani gospodarstva sled povedanega pozivamo vlado in pa ministrstvo za infrastrukturo, da pristopi k izvedbi potrebnih postopkov za izgradnjo drugega tira Koper-Divača, pri čemer način financiranja ne sme biti ovira ali pa polemike o načinu financiranja ne smejo zadržati izvajanja poteka gradnje drugega tira. Slovensko-srbskega gospodarskega foruma, ki je ob skupnem zasedanju vlad Republike Slovenije in Republike Srbije potekal na Gospodarski zbornici Slovenije, se je udeležilo več kot 200 slovenskih in srbskih gospodarstvenikov. Ob zaključku srečanja sta jih nagovorila predsednika obeh vlad, dr. Miro Cerar in Aleksandar Vučić, ki sta se ob tej priložnosti vpisala tudi v knjigo častnih gostov GZS. Gospodarski dogodek, ki je hkrati potekal tu v Ljubljani, pa lahko pomembno prispeva k nadaljnji krepitvi dobrega gospodarskega sodelovanja. Slovenija je za nas veoma važna zemlja. Ona je v top 10 investitora, ona je v top 8 ili top 9 spoljnotrgovinskih partnera. Predstavniki slovenske poslovne skupnosti, ki jih vežejo posli s Hongkongom in Kitajsko, so se na GZS zbrali na tradicionalnem sprejemu ob praznovanju kitajskega novega leta. There was also a 7% growth in the bilateral trade between Hong Kong and Slovenia last year. And I'm sure the growth will continue to grow next year. Baskijo je v sklopu poslovnih dogodkov Zborničnega centra za mednarodno poslovanje z naslovom Poslovni stiki na GZS predstavil Pedro Esnaola Latasa, predsednik Gospodarske zbornice Gipuzkoa. Udeležencem je prikazal možnosti za sodelovanje slovenskih podjetij špansko regijo Baskijo, ki je hkrati lahko tudi izvozno okno v Španijo in Latinsko Ameriko. I think that we are a very good tool to help not only our companies to come here, but to help the companies from Slovenia to come to the Basque country. Z Alanom Richardom, posebnim predstavnikom francoskega ministra za zunanje zadeve, zadolženim za gospodarske odnose na Zahodnem Balkanu, so se slovenski gospodarstveniki pogovarjali o poslovnem okolju Francije in poslovnih priložnostih, ki jih nudi slovenskim podjetjem. This country is basically competitive and has properly acquired all the requirements to be an active and productive European partner. Na kaj je treba biti pozoren pri poslovanju v Avstriji, so slovenskim podjetjem predstavili avstrijski gostje na seminarju Pasti in novosti pri čezmejnem opravljanju storitev v Avstriji. Delavcu pripada plača, kot jo določa avstrijska kolektivna pogodba za časa napotitve. To je dejansko zelo pomembno določilo, ki ga je treba absolutno upoštevati. GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, je že 15. podelila zlata priznanja za odlično kakovost pekovskih izdelkov. Med dobitniki zlatih priznanj, ki so se izkazali tako po izgledu, strukturi in okusu, so bili tudi letos najmočneje zastopani kruhi, ki jih je kar 54. Sledi skupina fino pekovsko pecivo s 13 izdelki, skupino nagrajenega pekovskega peciva predstavlja 12 izdelkov, skupino nagrajenih testenin 8 izdelkov in skupino keksov 4 nagrajeni izdelki. Takšna prireditev je priložnost za to, da povemo, da naša proizvodnja kruha ni nekaj navadnega. To je poseben kruh, pogosto tudi iz domače surovine.
V okviru projekta Promocija zdravja in delo na domu je GZS, Zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti, pripravila omizje na temo delo na domu v praksi in v internih dokumentih. V zaključku tega projekta pripravljamo interni akt o delu na domu, ki naj bo v pomoč vsem tistim podjetjem, ki se priprave in izvajanja dela na domu v praksi šele lotevajo.